meri lahko prije do zlorab, da že zdaj se je včasih gradil na poplavnih območjih, pa se ne bi smel. Kakšne vrste, čistko, če bo ta zakon sprejet oziroma ta novela, kakšne vrste gradenj bojo dovoljene, ki niso zdaj dovoljene? Se pravi, kaj je razlika med trenutnim stanjem in novim predlaganim zakonom? Pa lahko kdorkoli, sej bomo kar malo debatirali. Ja. Mislim, da ena ključna razlika je to, kako do teh dovoljenj priditi. Po obstoječem zakonu je bil postopek pri direkciji za vode, po kateri si mogel izpolniti določene pogoje in potem je MOP izdal neko dovoljenje in na koncu je mogla ta dovoljenje dati še vlada. In tam je bilo jasno zapisano, da taka gradnja je možna znotraj že obstoječih gradbenih parcel in znotraj že obstoječih naselij. Zdaj, novela pa to spreminja v večjih stvarih. Prvo, nivo odločanja se spušča. Če je prej najvišji nivo vlada mogla odločati, pomeni podkupiti vlado, vplivati na vlado, je verjetno dosti teže kot na uradnika, ki bo zdaj odločil. Ker zdaj se bo odločalo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravni enoti. In seveda uradnik na upravni enoti načeloma posluša napotke od vrha. Njegov nadrejeni mu daje največkrat napotke, kako naj se izdajo dovoljenja. In dejstvo, da tudi če se ne bo strinjal, se bojo na njega izvajali pritiski, se zvija roke in tega smo videli v preteklih letih ogromno. Tudi v primerih, kjer zakonodaja dovoljuje temu uradniku, da popolnoma samostojno odloča in da ne sme biti nobenih pritiskov na njega, smo mi doživeli tega toliko, da pač vemo, da v praksi tako je in da niže kot pustimo, večji bojo pritiski. In dejstvo je, na vlado bo absolutno težje izvajati pritisk, kot pa na enega uradnika na upravni enoti. In seveda, zdaj je možno graditi tudi v prostoru, v katerem je treba imeti zgolj, v bistvu je treba urediti OPN, znači občinske prostorske načrte. In če pride pravi investitor in če se pravi ljudje skupaj usedejo, potem se bojo občinski prostorski načrti zarišejo se seveda na novo, v nov priobalni pas, ne v obstoječi, v že obstoječo gradbeno, ampak prav za določenega investitorja, ki bi ob priobalnem pasu na vodnem telesu ali celo na ponikalnicah, ker nov zakon dovoljuje, rad gradil, se bojo naredili novi občinski prostorski načrti. In nič se ne spremeni. Direkcija za vode bo pač pod istimi pogoji izdala dovoljenje in potem odloča nižja stopnja. In seveda imamo primere, ko je direkcija za vode izdajala soglasje tudi tam, kjer jih ne bi smela, pa so potem tam bile poplave. In seveda, kaj je tukaj zelo pomembno, ko pride investitor z dovolj denarja, ali pa ko imajo dobre ideje, ki je bi oplemenitili svoj denar, potem se tam delajo OPN-jo. Če ti kupiš neke parcele, dokler tam ni občinski prostorski načrt, tam ne dovoljuje gradnje, daš lahko mogoče, 10, 20, 30, 40 tisoč evrov za tukaj in tuk parcel. Ko dobiš tam OPN in ko se tam na tem pasu dovoljuje gradnja, potem se ne vem koliko kratniki oplemeniti vrednost teh parcel. In seveda tu sodelujejo ta pravi ljudje, ki to znajo speljati. In to se je že videl in ta zakon seveda omogoča ravno to. To, da bojo tisti, ki imajo te izkušnje že, to tako toliko lažje delali in posegali na priobalna območja in v bistvu ukrnili našo pitno vodo. In v bistvu iz teh razlogov tega absolutno ne smemo dovoliti. Seveda se pa pogovarja zelo zavajajoče. Minister govori o tem, da bo preprečil gradnjo tovarn, ki naj bi se do zdaj lahko odgradile. Ker seveda ni res, od leta 2008 naprej ni bila zgrajena nobena tovarna in s tovarna na priobalnem pasu prav gotovo ne bi šla skozi dovoljenja, ki jih mora direkcija za vode izdati. Znači, ne po obstoječem zakonu prav gotovo ne more biti. In jaz upam, da tudi ne po noveli ne bi smela biti. Ampak seveda govorijo pa o obratih, o objektih za javno uporabo, za javno rabo. Ker ljudi zelo hitro zavede,
pa mislijo, ja, to je v bistvu, to je naše, to je za nas, kot neko Nek javno park. dobro. Ja, Ja, a v kot- bistvu je pa Kot lahko to. nek park, sprehajalna pot, kolesarska steza, čolnarna. Ampak v bistvu, če pogledamo zakon, objekti za javno uporabo so gostilne, trgovine, hoteli, parkirišča, petroli. Vse to je možno zidati. V privatni lasti v bistvu. In Ampak seveda, za- ker je ja. zelo važno, v privatni lasti. Ja. In to gre pa še, bom rekel, toliko bolj potrebno poudarjati, zato ker predlagatelji zakona in minister neprestano razlagajo, da hočemo mi graditi neke vile, ne, za privat last. Ne, ni res. Ne. Lejte, prav vsi objekti, ki jih ta nov zakon dovoljuje, so možni v privat lasti in tam bojo. In še en člen je tam zelo sporen, in sicer ta, da je to privat lastnino, ki bo seveda javno dostopna, pod pogoji, ki jih bo lastnik dal. Ne? In če si predstavljamo, da je nekdo tam naredi hotel, in potem bo seveda vsem dostop možen v ta hotel, ampak pod katerimi pogoji bo pa lastnik hotela postavil, kakšna bo tam cena prenočišča, kakšna bo tam cena hrane, kakšna bo tam cena kavice. In s temi pogoji seveda pomeni, da se določenim ljudem seveda zapira dostop do teh območij in se jih bo tudi zagradilo. Ker v zakonu, v noveli zakona, ki jo hočejo speljati, je tudi člen, ki omogoča, da če lastnik dokaže, da se mu dela škoda na lastništvu, je možno to zagraditi. Ker pomeni, če bo tam postavil hotel, bo postavil teraso povsem na obalo ali celo na stebre, na reko, na jezero, na potok, ponikalnico, kar je vse dovoljeno. Potem v naslednji fazi dokaže, da so mu v prvi noči poškodovali 3 stole, pa eno mizo, naslednjič pa še neki. In najslabši možni odvetnik bo potem, ker mu zakon daje možnost, seveda omogočil in uredil, da se bo zadeva zagradila. Potem bojo obstajale samo še ene vrate, na katerih je zelo verjetno, da bo tudi varnostnik, ne? In potem se ve, kako se not prihaja in kje je to javno dobro. Že zdaj, po zdajšnjem zakonu, ne znajo zagotoviti javnega dobra in dostopa za obale, zato ker imamo primere, ko so ljudje protestirati zaradi ograj, ki so zdaj narejene. Pa gre inšpektor pogledat, pa je ne more odstraniti. Zakaj? Zato ker je 40 metrov priobalni pas. Ograjo pa lastnik, ki ima dolgo pred celo 300-400 metrov, postavi 80 metrov stran. In tebi že na 80 metrih prepreči, da prideš do obale. Znači, lastniki imajo že danes ideje, kako to zapreti za posameznike in javno dobro onemogočiti. To, kar danes imamo, državljani Slovenije, da lahko prosto pridemo do reke, do jezera ali pa do potoka. Ja, in vemo tudi, ne, da te lope in podobni enostavni objekti zelo hitro prerastejo v privat vikende. In spet ja, potem sledi ograditev. Ne, pa tudi, če ne, problem je tudi že čisto iz estetskega vidika, tudi neprijetno je, ne vem, greš se sprehajati v naravo, ne, čisto kot če človeško gledamo, imaš občutek, kakor nekako, da hodiš po tujem, če je obala zagrajena z raznimi lopami, brunarcami, ne. In tukaj ne govorimo o eni, problem je, ker pač to bo dovoljeno na splošno.